Prvega delavca, ki je imel ponarejeno diplomo, smo odkrili po anonimni prijavi. Potem smo preiskali vse ostale delavce, skratka diplome, in ugotovili, da ima še en delavec ponarejeno diplomo. Oba delavca smo odpustili. Ne gre za delavca, ki bi delala na zdravstvenem področju, kar pomeni, da naši bolniki pri tem seveda niso bili ogroženi. Velikokrat so nas vprašali, kako se lahko to sploh zgodi. Dejstvo je, da ljudje, ki se prijavljajo na delovna mesta, prinašajo overjene fotokopije diplom. Te so overjene pri notarjih, in ko smo notarje spraševali, kako je to možno, so notarji povedali, da oni ne preverjajo izvirnikov, ker za to nimajo sredstev, temveč samo potrdijo, da je tisto, kar nekdo prinese k njim, ustreza kopiji, ki jo izstavijo. In seveda delavci prinesejo overjeno kopijo. Tudi mi doslej nismo preverjali izvirnikov, ker tudi zato nismo imeli na nek način ustreznih sredstev, smo pa s tem sedaj pričeli. Manjša težava je pri zdravstvenem osebju, to se pravi pri medicinskih sestrah ali zdravnikih, kjer imajo oboji zbornice in je mogoče zelo hitro ugotoviti, ali imajo veljavne licence in dokdaj so licence veljavne. Večja težava je seveda pri tako imenovanih upravno-tehničnih službah, kar pa tudi sedaj rešujemo. Kar se pa ostalega tiče, kako in na kakšen način so se te diplome ponarejale, to imajo sedaj v rokah preiskovalci, kjer pa seveda so nam povedali, da iz razumljivih razlogov te preiskave ne smemo komentirati.